današnja razprava lahko poda odgovore tudi tistim, ki niso brali obsežnih poročil in številnih detajlov v teh poročilih. Treba je povedati, da smo v preteklih dneh dobili precej obsežno poročilo Banke Slovenije, kjer so določene stvari konkretno že pojasnili. Mislim, da je znana tista krilatica, da kdor nima globine, gre v širino. Ampak jaz bi prej rekel, da se gre tu v širino pri obrazložitvah, predvsem zato, ker je ta globina pregloboka in ker je preveč stvari skritih v tej zgodbi, zato je pač treba natrositi zelo veliko besed. Da temu drži, priča tudi tistole gradivo, ki ga je Banka Slovenija posredovala za današnjo razpravo. Jaz sem garantiran, da v tej sobi ni osebe, ki bi to gradivo pregledala. No in 3/4 tega gradiva je popolnoma brez veze. So kopije člankov, ki so objavljeni, ki smo jih že vsi brali. In v nikakršnem primeru ne prispevajo kvaliteti razprave o temi, ki je bila odprta strani javnosti. Da so bili postopki in ukrepi glede sanacije bančnega sistema v letu 2013 in 2014 potrebni in v skladu z evropsko zakonodajo ter pravili Evropske komisije, je v nedavnem pismu predsedniku Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju, zapisal tudi podpredsednik Evropske komisije, gospod Valdis Dombrovskis, komisar za evro in socialni dialog. In zdaj me seveda zanima, to je bilo v tistem obdobju, kakšen vpliv je imela Banka Slovenije na te scenarije? Potem je bila predpostavka pada GDP-ja 6% ali pa 7%, ne vem, to vi veste. Vi bi rekli, ne, ni padec 6-7, predpostavka je padec 3%. In potem pridejo popolnoma drugi rezultati. Ne? In zdaj, ali je šlo tukaj za servilnost Banke Slovenije do tega, do Evropske komisije, do IMF-a, ki pa so enostavno postavili take kriterije in take merila. Če je tukaj zdaj seveda ta Banka Slovenije popolnoma neodvisna, koliko je bila pa odvisna takrat od teh? In če se seveda zdaj, bom rekel, že na nek mednarodni način je treba zagotavljati neodvisnost Banke Slovenije. Jaz ne vem, se tukaj zdaj ima občutek, da ni več neodvisna Banka Slovenije, če je treba seveda zdaj ta mednarodna pisma pisati in tako naprej. Ker to dejansko je na nek način nek pritisk. To, prostite, gospe in gospodje, to je nek pritisk in to strani Evropske komisije, ne, zakaj ne z Evropske centralne banke? Ali je to malo korespondence še prej? Ker se je sekretar Dragonja tudi naslonil na pismo, pomembno pismo podpredsednika Evropske komisije, ki pa ga mi vidimo seveda kot absolutno nedopustno prakso, predvsem iz naslova. To pismo naslavlja konec koncev tudi izredno sejo tako državnega zbora, neposredno govori in daje pravzaprav namige, kako bi kazalo ravnati v zvezi z in the upcoming special parliamentary session. Skratka, gre po našem videnju dejansko za situacijo, da se je vendarle verjetno tudi v Bruslu komu posvetilo, da utegnejo biti ravnanja, s katerimi so bili, in na kar smo opozarjali, tudi danes je bilo nanizanih nekaj dejstev s tem v zvezi, seznanjeni uradniki v Bruslju, da so vedeli, da so ravnanja v nasprotju z zakonodajnim okvirom v Republiki Sloveniji takrat, pa so jih odobravali in potrjevali, vključno z vrednotenji. Poglejte, to je lahko predmet iz naslova kazenskega zakonika v Republiki Sloveniji. In jaz vam zagotavljam, da ukolikor se to izkaže, seveda bojo tudi evropski uradniki tisti, ki bojo predmet tovrstnih obravnav. Mi danes vemo, da so se lahko dogajala v bankah tudi neka dejanja, ki pa zapadajo pod kazenski zakonik. In zdaj se bojim, da se ne bi slučajno pod to neodvisnostjo pa branili primere, ko gre za kazenske primere.
ko gre morda celo za kriminal. Zdaj, ali so bile predpostavke stresnih testov prenapihnjene, je bilo drugo vprašanje. Predpostavke stresnih testov, stresni testi so eno izmed nadzornih orodij, običajnih, ki se sicer razvijajo, niso statična skozi obdobje zadnjih 10 let, ampak so običajno nadzorniško orodje. Stresni testi se opravljajo kot eden izmed elementov, ki ga je treba izvesti zato, da se z vidika regulatorja in nadzornika določa potrebni kapital posamični banki individualno, ne splošno bančnemu sistemu. Stresni testi se izvajajo v Banki Slovenije, mislim, da od leta 2005 ali 2006, me bodo sodelavci, ki so dlje v banki, popravili, če kaj narobe rečem. Na evropski ravni se izvaja od leta 2008 vključno dalje po enotnih principih. Torej od začetka krize dalje se izvajajo po enotnih pristopih za celotno Evropsko unijo. Bilo je rečeno, da so za vse veljali isti kriteriji, ista merila. Ko govorimo o stres testih iz leta 2014, naj povem samo pri tem dejstva, kot je viceguvernerka, žal ne morem reči drugače, ponovno povedala neresnico oziroma zavajala. Pri tem, ko je bila napoved Evropske komisije za rast bruto domačega proizvoda v Sloveniji v jeseni leta 2014 kar 2,4% pozitivne rasti, v pomladi 2014 0,8% pozitivne rasti, pa so bili pri stres testih vzeti kot osnova negativnih 0,1%. Že samo to je tisti moment, ki mora biti kot eno od dejstev seveda predmet pogleda in obravnave. Zakaj so pri nekaterih državah 2014 upoštevali ugodnejše parametre gospodarskih gibanj, sem obrazložila. Pristop je enoten, ker smo imeli mi v 2012, mislim, tukaj pač bolj poglobljeno o tem, kako modeli napovedovanja ne morem, ker ne znam, ne znam, se pa da to pogledati. Na vsak način, kot rečeno, je to izhodišče komisija, odstopanja niso bila med našimi institucijami in komisijo velika, se da tudi verjetno pri naših inštitucijah, ali v Banki Slovenije pogledati, kako se napoveduje, ali v EIPF-ju, ali v Umarju, ampak tukaj je bil pač pristop do vseh držav enoten. Vemo pa vsi, da je Slovenija v letu 2011, 12, 13, posebej 12 in 13, torej so se težave, slaba gospodarska situacija akumulirala, kopičila in smo bili v resnici med državami z pač gospodarsko najšibkejšimi državami v skupini z Grčijo, Ciprom, Španijo, v skupini tistih držav, ki so imeli pač negativno gospodarsko rast in seveda so naše napovedi odstopale od napovedi za Nemčijo in še kakšno drugo državo v tej skupini, ampak enoten pristop je bil sigurno uporabljen za vse. Vezan na nadaljevanje zavajanj strani viceguvernerke o tem, da so bili pristopi dejansko enotni v vseh državah članicah EU, ne samo, da je to nadaljevanje zavajanj, dejstvo je, da je vsakdo, ki je želel imeti dinamičen pristop, tega tudi dobil. Medtem ko je Banka Slovenije po naši vednosti to izrecno zavrnila oziroma sporočila, da takšnega pristopa noče imeti. Kakšne okoliščine okviri negativni kapital in tako naprej je zaradi tega izkazan, kako se potrjujejo zadeve, ki smo jih že z argumenti, z konkretnimi dokazi, navedbami, dejstvi pojasnili in opredelili, da predstavljajo dejansko prevelik negativni kapital iz naslova slovenskega bančnega sistema. Če ne vzameš za izhodišče statičnega pristopa, ne moreš rezultatov primerjati sploh. In stresne teste delaš med drugim z namenom, da vidiš, kako se na določene spremembe odzivajo rezultati
različnih bank, zato ker imajo različne pač strukture portfelja in različna tveganja. In če nimaš statične, lahko potem, mislim, je popolnoma neprimerljivo, zato moraš v nekem momentu pač stvari zamrzati. Ampak zakaj so bili potem opravljeni vsi trije pregledi, oziroma saj še ta drugi top-down? Če že kot tu beremo na 63. strani jasno samo po sebi umevno, tako kot Banka Slovenije v oklepaju navede, da je edini pravi pristop pač bottom up. Se pravi, osnoven scenarij tega stresnega testa, ki je bil, čeprav razumem, začet oktobra 2013, se pravi leto prej, je bil narejen na osnovni predpostavki, da bo v letu 2014 se gospodarska rast zmanjšala za 0,1%, po neugodnem scenariju pa za -1,8%. Zdaj, stresni test se je izdeloval celo leto, se pravi, je prišel ven ne oktobra 2013, ampak oktobra 2014, ko so bili znani že popolnoma drugačni podatki. Se pravi, rast v Sloveniji ni padla za -1%, kaj šele za -1,8%, ampak se je dvignila za, kot smo zdaj videli po zadnjih napovedih, za 2,6%. In me zanima, zakaj niste kot inštitucija, če pravite, da se Evropska komisija z vami posvetuje, zahtevali, da se uporabi, ne vem, recimo poleti, ko je bilo že znano, da bo v letu 2014 pač rast več kot 2% v Sloveniji, zakaj niste zahtevali, da se pač te osnovne postavke stresnih testov popravijo? Test je napoved pač nekih dogodkov, ki se realizirajo ali se pa ne realizirajo. A ne? Ampak vedno je to napoved dogodkov, ki temelji spet na nekih napovedih, ki se lahko realizirajo blizu ali pa daleč od napovedi. V času gospodarske krize so nihanja očitno bistveno bolj velika, torej nihanja v smislu napoved versus realizacija, kot v nekih časih stabilnosti, kar je logično, zato ker so pač nestabilne razmere, šoki nepredvidljivi in tako naprej. Treba je namreč vedeti, da je Banka Slovenije edina inštitucija v državi, ki do danes ni imela svojega nadzornika in ki dejansko ni bila nadzorovana tudi ne strani Računskega sodišča. Niti glede zakonitosti, niti glede smotrnosti poslovanja. Zdaj pa meni povejte, kako naj davkoplačevalec zaupa kredibilnosti Banke Slovenije, če najprej dolgo časa trdi, da je vse v redu, potem se spravi v nadzorovano likvidacijo dveh manjših privatnih bank in naprej trdi, da je z vsemi bankami v redu, 3 mesece zatem pa po najbolj dramatičnem scenariju 5 milijard davkoplačevalskega denarja vrže v banke in izbriše podrejene oziroma lastnike podrejenih obveznic, tudi tiste male, neinformirane obvezničarje, ki so na bančnem okencu po prospektu, kjer jim je pisalo, da je to varnejša in donosnejša naložba, se odločili namesto finančne vezave za nakup podrejenih finančnih instrumentov. Kako naj verjameš taki Banki Slovenije? Zdaj, če gremo podrobneje gledati poročilo, ki ga je Banka Slovenije pripravila za današnjo razpravo, vidimo že tako, da danes predstavljena 100% kredibilnost Banke Slovenije in pravočasno ukrepanje ne drži že v samem poročilu. Ali smo sanacijo pričeli pravočasno ali ne? Odgovor je, sanacije nismo pričeli pravočasno. Ampak Banka Slovenije je rekla, da je vse stabilno. Banka Slovenije je v javnosti stalno govorila, da je naš finančni sistem stabilen. Kar pomeni, da navsezadnje javnost ni o tem niti izvedla. Lahko je seveda dajala v različnih obdobjih lastnikom določena sporočila, da je to treba narediti, ampak sistem je bil stalno stabilen. Kaj je bilo zdaj tle narobe? Od leta, ne let 2008, od leta, če želite, 2000 naprej, po tistem, ko se je zaključila prva sanacija bančnega sistema, je bil ob vseh guvernerjih, viceguvernerjih in tako naprej finančni in bančni sistem stalno stabilen. Nikoli ni bilo rečeno, da je karkoli narobe.
nadzorniških ukrepov nadzorniki ne objavljajo javno, ne smejo, jim zakon prepoveduje, ravno zato, ker povzročajo lahko nestabilnost. A ne? Zato dobijo ukrepe uprave, ki jih morajo potem poskrbeti za njihovo realizacijo. Na DUTB so bila prenesena kakovostna podjetja z rekordnim 71% odpisom po oceni Bruegla, po drugi metodologiji pa 63% odpis, če gledamo kar naše podatke. Ne. Te terjatve se sedaj prodajo očitno podcenjene in tisti, ki jih kupi, bo veliki profiter tega procesa. Očitno, da ima projekt sanacije bank končne koristnike v kupcih saniranih bank, naprimer NKBM. Država je v banko očistila slabih terjatev, vanjo vložila 870 milijonov evrov in jo bo sedaj prodala za okoli 200 milijonov evrov. Knjigovodska vrednost te banke je 640 milijonov evrov, če rečemo neka poštena vrednost je 1,4-kratnik te vrednosti, pa je 900 milijonov evrov. Morda toliko, na prejšnji seji se je ukvarjal z rebalansom proračuna Republike Slovenije in z sredstvi tudi v kakšnih primerih reda 10 tisoč evrov za recimo ogrožene ali pa otroke s posebnimi potrebami in podobno. Pozorno sem spremljal tudi to sejo odbora, ki se je pa hkrati seveda odločal tudi o vprašanju zaustavitve prodaje nove KBM, vezano seveda na vprašanje ravno tega, da so tudi v novo KBM bila vložena sredstva, ki absolutno presegajo njeno trenutno znano kupnino, kar pomeni, da v takšnem primeru seveda lahko pride do situacije, da bi se prodalo banko, čeprav pogosto slišimo zatrjevanja, da vendarle tudi, če so prikapitalizirane, je ta denar v slovenskih bankah. Prav, morda to v tem momentu še v pretežni meri celo drži, je pa vprašanje, kaj bi se zgodilo, ko je za recimo 150 milijonov evrov prodana banka, iz katere lahko kupec takoj po nakupu neposredno teh 150 milijonov evrov tudi vzame zaradi njene 24% kapitaliziranosti glede na siceršnje povprečje 12%. Torej, neposredno ven lahko kupnino takoj vzame, hkrati pa ima v tej banki še reda 640 milijonov evrov državnih obveznic, prevzel je banko z njenimi komitenti, skratka z nenazadnje terjatvami vezani na družbo za upravljanje terjatev bank in tako naprej. Zdaj, državni sekretar na Ministrstvu za finance in v kabinetu predsednika vlade je rekel, da bi tisti neizbris lahko pomenil kršitev tistega sporočila. Pravilno se izrazil, lahko bi pomenil kršitev, ampak izbris popolni, torej ne striženje, ampak izbris popolni, pa hkrati lahko pomeni kršitev slovenske ustave. Ne? Tako da imamo dva lahko tehtanja. Morate pa vedeti, da gre tukaj za ljudi, od katerih se je marsikdo v resnih okoliščinah eksistencialnih znašel zaradi tega, ker je svoj depozit spremenil ob takšnih zagotovilih na samem okencu v obveznico in nenazadnje je veljalo, da ta lahko kakorkoli postane vprašljiva le v primeru stečaja banke, torej sistemske banke, vemo, kaj to pomeni. Tako da iz tega naslova te isti ljudje, lejte, ko so imeli potem z obveznicami zavarovan recimo kakšen kredit, stanovanjski kredit in podobno, so danes na eni strani razlaščeni, nimajo več zavarovanja in jih ta ista banka terja, da nemudoma vrnejo oziroma dajo, jaz ne vem kaj iz svojega življenja za to, da bojo zadevo uredili. Stališče Vlade Republike Slovenije, da so bili vsi ukrepi za sanacijo bančnega sistema izvedeni celovito in učinkovito. To Sloveniji preslavajo različne inštitucije, ki izvajajo monitoring ekonomske politike in njene uspešnosti, Evropska komisija, Evropska centralna banka, OECD in Mednarodni denarni sklad.
Seveda, marsikaj je bilo preverjenega tudi v Bruslju v kontekstu teh dogajanj. In če je danes minister Mramor v Bruslu tokrat z komisarjem Moskovicijem, lejte, jaz upam, da je tudi kakšno drugo sporočilo Sloveniji in temu, kar se nenazadnje v kontekstu današnje seje in pa te, ki se obeta v petek, kot to, da bo podan kakšen predlog ali sugestija, da je komu potrebno postaviti spomeničke. A veste, ker ta zadeva je žal preresna, še enkrat poudarjam, konkretni ljudje s konkretnimi življenjskimi situacijami so bili iz tega naslova oškodovani, prizadeti in to ne na podlagi kakršnihkoli upravičljivih okoliščin ali pa javnega interesa. Nasprotno. In želel bi samo, da se s temi argumenti in dejstvi ustrezno seznanijo tako člani odbora, kot tudi poslanci državnega zbora. Prepričan sem, da je odločitev iz tega naslova lahko samo ena in jasna in tudi sam sem potreboval veliko časa, da sem sprejel ta dejstva, ki se zdijo res da neverjetna, da je do takšnega oškodovanja, do takšnega, kot smo ga poimenovali, ropa stoletja, dejansko prišlo. Če je tako, kot predstavlja Banka Slovenije, okoliščine določila Evropska komisija, Evropska centralna banka, torej zunanji deležniki, če so metodologije določili zunanji deležniki, če so vse scenarije določili zunanji deležniki, Banka Slovenije pa samo po navodilu zunanjih deležnikov to izpeljala. Lejte, potem smo bili mi, kljub temu, da smo imeli domačo trojko, de facto v programu tuje trojke, z eno pomembno razliko, da nismo imeli na voljo poceni SM denarja, ampak smo to naredili na račun slovenskih davkoplačevalcev po zelo visoki obrestni meri. Okolikor je dejansko kapitaliziranost slovenskih bank prevelika, ocena je tja do 2 milijard, ne bodo potrebna nikakršna dodatna proračunska sredstva za to, da bi se zadeve uredile. Uredile iz naslova razlaščenih imetnikov obveznic, morda tudi delničarjev, ki so v drugačnem položaju, kakor tudi seveda še vedno v državnih obveznicah ostaja dovolj sredstev tudi za morda kakšne projekte iz naslova rebalansa proračuna, ki so prepotrebni za razvoj, zagotavljanje razvoja in pa tekočih potreb v Republiki Sloveniji. Ko je bila Komisija za nadzor javnih financ, je tedanji minister, gospod Čufar, sam na nek način implicitno priznal, da je prišlo do napake, ker je sam predlagal, da se najde neka rešitev, neka zakonska podlaga za poplačilo teh, vsaj dela izgub, ki so jih lastniki podrejenih obvezniških papirjev nosili. In če to reče človek, ki je de facto izpeljal izbris, verjetno bo nekaj na tem. Meni je žal, da danes z nami, čeprav je bil povabljen sem, ni gospoda Kotnika, ker mislim, da je čas. Ni bil vabljen, potem se opravičujem, meni so povedali, da je bil vabljen, ampak mislim, da je čas, da se javnosti razkrije, pod kakšnimi pogoji je on te obveznice kupoval. Takrat, ko smo že vedeli in tudi on je vedel, da so vredne praktično nič. Zdaj pa želi od vseh davkoplačevalcev, milo rečeno, zaslužiti. Jaz moram tukaj, bom rekel, protestirati v imenu gospoda Tadeja Kotnika, ki ga danes ni, in je bil izpostavljen kot nek špekulant. On je kupoval to na organiziranem trgu in čisto transparentno, po kakšnih cenah je to kupoval, je pač se on sam izpostavil riziku. To je tako, torej, če bomo zdaj razkrivali, bom rekel, podatki, kdo je po kaj kupil, po koliko je kdo prodal, predlagam, da ukinemo borzo in pač imamo dogovorno ekonomijo naprej. V zvezi z dr. Kotnikom, strokovnim sodelavcem, kakor tudi drugimi strokovnimi sodelavci, mi bomo vsekakor ravno na osnovi teh dejstev, o katerih sem govoril, pripravili še nekaj konkretnih primerjav in momentov. Takoj, ko bomo pogledali, žal nismo prejeli tega poročila Banke Slovenije, kot ste ga prejeli člani odbora in verjetno vsi poslanci, in skušali to pripraviti, vsaj kar se tiče najpomembnejših konkretnih dejstev, soočenje teh argumentov glede
na poročilo še do izredne seje v petek in hkrati zagotavljam tudi še kakšno dejstvo, ki bo brez nadaljnega pokazalo, da ne gre tukaj za zatrjevanja in interese posameznih špekulantov. Verjemite mi, jaz prav gotovo ne bi pristajal na to, da bi 10-letno delo združenja in vse, kar je bilo v tem času narejeno, postavil na kocko iz naslova nekih nepreverjenih okoliščin. In po tej plati so tisti argumenti, ki so nas prepričali v to, seveda tudi v interesu ne samo imetnikov razlaščenih obveznic, delnic, ampak predvsem vseh davkoplačevalcev in državljanov Republike Slovenije, kolikor je do takšnega oškodovanja prišlo in prepričani smo, da za to obstajajo zelo jasni argumenti.